Ključno področje dela za Amnesty International v Sloveniji ostaja zaskrbljujoč položaj romske manjšine. Glavni poudarki iz letnega poročila Amnesty International glede tega področja se nanašajo na vsebino marca 2011 objavljenega poročila Vzporedna življenja. To naše poročilo obravnava dostop do pitne vode in splošne bivanjske razmere v romskih naseljih na jugovzhodu države. Trenutno posvečamo največ pozornosti dostopu do pitne vode v romskih naseljih. Nobenega dvoma ni, pravica do vode je človekova pravica. To je v svojih stališčih pred Svetom Združenih narodov za človekove pravice potrdila tudi naša država. A v praksi je vse drugače. Med nami živijo sodržavljani, ki dejansko nimajo dostopa do vode. Predvsem na Dolenjskem, Posavju in Beli krajini je več romskih naselij, kjer dostop do pitne vode ni zagotovljen. Oblasti trdijo, da zakonodaja tega ne omogoča. Po podatkih strokovne skupine za reševanje prostorske problematike romskih naselij iz leta 2010, na jugovzhodu države od 20 do 30% romskih naselij nima dostopa do pitne vode. Dobruška vas v občini Škocjan, Goriča vas v Ribnici ter Ponova vas v Grosupljem so le 3 romska naselja, kjer dostop do vode ni mogoč v celoti ali v delu naselja. Lokalne oblasti pa se na opozorila ne odzivajo. V teh naseljih se morajo prebivalci znajti in po vodo hoditi na oddaljena pokopališča, na bencinske črpalke ali pa jo celo zajemajo iz bližnjih onesnaženih potokov. Povprečna dnevna poraba vode v Sloveniji je 150 litrov na osebo, v mestih tudi do 300 litrov na osebo. Nekatere romske družine pa imajo na voljo celo manjše količine vode, kot jih zahtevajo mednarodni standardi v primeru humanitarnih kriz. Po naših podatkih lahko najbolj ogrožene družine na dan zberejo samo od 10 do 20 litrov vode. V romskem naselju Dobruška vas v občini Škocjan so se poleg Amnestyja v zagotavljanje dostopa do vode vključili tudi varuh človekovih pravic, romska civilna družba in vlada. Po dolgih prizadevanjih je bila v naselju jeseni 2011 zagotovljena javna dostopna točka. Le to uporabljajo le 3 romske družine od 19, ki pred tem dostopa niso imele. Gre torej za premikanje z majhnimi koraki. Oblasti kot glavno oviro pri zagotavljanju dostopa do vode in urejanju ponekod obupno slabih bivalnih razmer navajajo neurejen pravni položaj romskih naselij. A naslavljanje tega vprašanja poteka prepočasi ali pa sploh ne. V Amnesty International pozivamo oblasti, da se pravnega položaja romskih naselij odločno lotijo in že od samega začetka vključijo tudi romsko skupnost. Zaradi neurejenega pravnega položaja naselij živijo Romi v neformalnih naseljih brez pravne varnosti nastanitve. Ne vedo, kaj se bo z njimi zgodilo čez nekaj let, morda že čez nekaj mesecev. Prisotne so tudi slabe bivalne razmere, brez vode, ponekod elektrike, slabo grajeni majhni prostori. Kakovost življenja je človeka nevredna, pri čemer Romi svojih bivališč ne smejo izboljševati. Posledice se čutijo povsod, tudi v izobraževanju. Otroci težko poskrbijo za higieno in so posledično izključeni iz družbe sovrstnikov. Brez elektrike morajo v temnejšem delu leta naloge delati ob svečah. Številni otroci šole ne končajo. Priznajmo, saj nimajo niti najmanjših možnosti za uspeh. Tako se začne začarani krog revščine in nezaposlenosti. O teh izzivih smo spomladi intenzivno obveščali tudi predstavnike nove oblasti. Aprila smo se ob Svetovnem dnevu Romov srečali s predsednikom Državnega zbora dr. Gregorjem Virantom, ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem ter predsednico parlamentarne komisije za peticije, človekove pravice ter za enake možnosti Tamaro Vonta. Veseli nas, da so prav vsi sogovorniki pokazali naklonjenost za iskanje rešitev. V Amnesty International pozivamo slovenske oblasti, da takoj zagotovijo dostop do pitne vode kot nujen in začasen ukrep vsem prebivalcem romskih naselij, ne glede na pravni položaj bivališč in brez prejudicirana pravnega položaja naselij, ter da nemudoma pričnejo vse potrebne postopke za ureditev pravnega položaja romskih naselij in v te postopke vključijo tudi romske predstavnike.